Pozdravljeni! V tem videu bom spregovorila o andragoških načelih, temeljnih vodilih, ki nam pomagajo ustvarjati učinkovito, vključujoče in spoštljivo izobraževanje in učenje odraslih. Ta načela niso zgolj teorija, ampak orodje, ki nam omogoča, da izobraževalni proces gradimo na življenju, izkušnjah in resničnih potrebah ljudi. Odrasli namreč niso prazne posode, vsak nosi svojo zgodbo. Če znamo andragoška načela uporabiti z občutljivostjo in razmislekom, lahko ustvarimo prostor, kjer znanje ni le nekaj, kar predamo, ampak nekaj, kar skupaj soustvarimo. Odrasle naj bi pri vključevanju v izobraževanje vodila notranja motivacija. V izobraževanje se vključujejo zaradi zelo konkretnih razlogov, ker želijo napredovati v službi, ker jih nekaj zanima ali ker iščejo rešitve za življenjske izzive. Pogosto imajo zelo jasne in kratkoročne cilje. A notranja motivacija lahko niha. Včasih je v ozadju le pritisk delodajalca ali želja po potrditvi. Še posebej takrat, ko motivacija za izobraževanje ni notranja, pač pa izhaja iz zunanjih okoliščin, je potrebno odraslim pomagati, da povežejo cilje z osebnim pomenom. Ko omogočimo, da udeleženci doživijo majhne uspehe, se njihova samozavest in motivacija okrepita. Jasna struktura učnega procesa jim pomaga, da vidijo napredek in ostanejo osredotočeni. Pri odraslih pogosto predpostavljamo, da znajo in zmorejo samostojno usmerjati svoje učenje. V teoriji to drži, a v praksi naletimo na številne ovire. Veliko odraslih nosi v sebi občutek, da niso za šolo. Slabe izkušnje iz mladosti, dolga odsotnost od učenja ali negativna povratna informacija iz okolja lahko močno vplivajo na njihovo samopodobo. Naša naloga je, da ustvarimo varno učno okolje. V takšnem okolju lahko postopno krepimo njihovo samozavest s pomočjo pohvale in majhnih uspehov. Pri tem si lahko pomagamo z osebnimi izobraževalnimi načrti, jasno strukturirano podporo in mentorskim pristopom, ki krepi njihovo samostojnost brez pritiska. Ena največjih prednosti odraslih je, da k učenju pristopajo z bogatim življenjskim nahrbtnikom. Imajo izkušnje, vprašanja, poglede, ki jih lahko vključimo v učni proces. A izkušnje niso vedno zanesljiv vir znanja. Včasih so lahko polne predsodkov ali travmatičnih spominov. Poleg tega so življenjski konteksti zelo različni, kar je uporabno enemu, ni nujno tudi drugemu. Zato je pomembno, da aktivno vključimo njihove zgodbe, ustvarjamo učne projekte, ki jih povezujejo z vsakdanom in spodbujamo razmislek o lastnih izkušnjah. Tudi kritično. Odrasli pogosto želijo takojšen rezultat. Učijo se, da nekaj uporabijo jutri. Če tega učinka ni, lahko hitro izgubijo motivacijo. To ni slabost, to je realnost njihovega življenja, časovno omejenega, polnega odgovornosti. Vendar se pri tem lahko ujamemo v past, da si odrasli pridobijo le površinsko znanje, ki ni ne poglobljeno in ne trajno. Naša naloga je, da jim ponudimo oboje, hitre učinke in dolgotrajne temelje. Zato kombiniramo praktične naloge s širšimi razmisleki. Najprej, na primer, sestavimo besedilo za elektronsko pošto, nato pa razpravljamo o komunikaciji. Najprej odrasle usposobimo za to, kako se pripravijo na razgovor za zaposlitev, nato pa odpiramo vprašanja samozavesti. Pomembno je, da učni proces gradi občutek napredka, a ne pozabi na globino. Odrasli se učijo bolje, kadar čutijo, da so spoštovani in vključeni v odločanje. Izobraževanje naj bo partnerstvo, ne predavanje z vrha navzdol, ampak skupno oblikovanje poti.
Kljub dobrim namenom pa v praksi včasih nehote ohranjamo hierarhijo učitelj-udeleženec ali pa se preveč prilagodimo, ne da bi ohranili strokovno usmerjanje. To v udeležencih lahko zbudi nezaupanje ali dvom v našo strokovnost. Zato je priporočljivo, da skupaj z udeleženci oblikujemo pravila sodelovanja. Omogočimo jim izbiro vsebin in v izobraževalni proces vključimo njihove izkušnje. S tem, ko udeleženci pripovedujejo o svojih izkušnjah, se zgodi menjava vlog. Sedaj smo skupaj z drugimi udeleženci mi tisti, ki se učimo od njih. Pravo učenje se zgodi, ko človek začne razmišljati drugače, ko se nečemu čudi, podvomi, spremeni pogled na svet. To je proces notranje preobrazbe in ni vedno prijeten. Lahko sproži odpor, dvom, negotovost, strah pred spremembo. A to je del učenja. Učenje odraslih ni samo zbiranje informacij, ampak proces spreminjanja. To je zahtevno, a zelo dragoceno. Pomembno je, da omogočimo čas in prostor za razmislek. Ne le o vsebini, ampak tudi o lastnih prepričanjih. Ne bežimo pred odporom, pogovarjajmo se o njem. Ko odrasli izražajo odpor, na primer z zanikanjem, cinizmom, zaprtostjo, to ni znak nespoštovanja, temveč pogosto zaščita. Ogrožene so lahko njihove vrednote, identiteta ali pogled na svet. Če ta odpor ignoriramo ali moraliziramo, zapremo vrata dialogu. Namesto tega ga lahko uporabimo kot priložnost za učenje. Raziščemo, kaj se skriva v ozadju in kako to vpliva na posameznika. V varnem okolju, kjer je dovoljeno dvomiti in izražati negotovost, postane tudi odpor del procesa učenja. Zato ne vsiljujmo spremembe, ustvarimo pogoje zanjo. Uporabljamo refleksivna vprašanja, dvom kot metodo, simulacije, kjer se stara znanja zaletijo v nove izzive. Vztrajamo v spoštovanju in potrpežljivosti. Vsak ima svojo pot in potrebuje svoj čas. Andragoška načela niso seznam pravil, ampak način gledanja na človeka in njegov razvoj. Kot izobraževalci odraslih ne podajamo le vsebin, predvsem ustvarjamo odnos, ki omogoča rast. Andragoška načela so naš kompas, ki nas usmerja k spoštljivosti, odprtosti ter razumevanju, da odrasli prihajajo v izobraževanje kot celovite osebe z vsemi svojimi izkušnjami, dvomi in močmi. To pomeni, da znamo poslušati, se prilagajati, spodbujati in skupaj z udeleženci iskati poti. Največja moč izobraževanja ni v tem, kar vemo, ampak v tem, kako soustvarjamo prostor, kjer se ljudje počutijo slišane in spoštovane. Izobraževalci odraslih imamo izjemno odgovorno in hkrati navdihujočo vlogo. S tem, ko andragoška načela udejanjamo v praksi, ne pomagamo le pri učenju, pomagamo ljudem, da krepijo svojo samozavest, razširijo obzorja in naredijo korake naprej, v znanju in v življenju. Naša prisotnost lahko pomeni razliko med opustitvijo in uspehom v izobraževanju. Naša naloga ni le poučevati, je ustvarjati prostor, kjer ljudje rastejo, ter premislijo o sebi in svetu, v katerem živijo in delajo, ter soustvarjajo nove svetove. Za vsako načelo, ki ga ponotranjimo in preizkusimo v praksi, smo naredili korak naprej. Ne le kot andragogi, pač pa tudi kot ljudje. Ob koncu vas še povabim na našo spletno stran Andragoško spopolnjevanje, kjer boste našli informacije o programih usposabljanja in spopolnjevanja za izobraževalce odraslih, pa tudi številne strokovne vire, ki so vam lahko v pomoč pri krepitvi vaše andragoške usposobljenosti. Želim vam veliko ustvarjalnosti, pa tudi strokovnega poguma in drznosti pri tlakovanju raznolikih poti učenja in izobraževanja odraslih.